Leta 2019 je Narodni park Glacier odstranil znake, ki so napovedovali izginotje ledenikov do leta 2020. In vsi so mislili, da je nevarnost mimo. Ni bilo, ker prava kriza nikoli niso bili sami ledeniki. To je nevidni vodni dolg, ki se kopiči pod površjem ameriškega zahoda. Počasno propadanje, ki bi lahko ohromilo zahodno elektroenergetsko omrežje, izpraznilo rezervoarje in v naslednjem desetletju pustilo milijone ljudi v stiski. To je kriza, na katero nihče ne posveča pozornosti. Zato smo prebrskali evidence parka, interne poročila in raziskave, ki stojijo za zloglasnimi napisi "Ledeniki bodo izginili do leta 2020 v Narodnem parku Glacier". Ko so znake odstranili, so naslovi v medijih to prikazali kot dokaz, da se ledeniki obnavljajo. Pa se niso. Prvotni model iz leta 2003 je spodletel, popravek pa je razkril nekaj veliko bolj nevarnega za vsako mesto dolvodno. Znanstveniki so se leta 2010 vrnili, da bi preverili podatke. Kar so odkrili, je spremenilo celotno zgodbo. Led se je destabiliziral hitreje, kot je kdorkoli pričakoval. Lednik Sperry leži visoko v Narodnem parku Glacier in je ena izmed najbolj natančno spremljanih ledenih mas v celinskih ZDA. Od leta 2013 Ameriški geološki zavod spremlja ta ledenik iz leta v leto v okviru svojega programa za referenčne ledenike. In vsaka meritev kaže v isto smer. Lednik izgublja maso. Snežne padavine ne nadomeščajo več tistega, kar poletno taljenje odnese. Led se pred našimi očmi tanjša. Sperry je zdaj pokazatelj za vse ostalo v parku. Številke pa kažejo precej mračno sliko. Leta 1850 je območje, ki je postalo Narodni park Glacier, imelo približno 150 ledenikov. Ko se je park odprl leta 1910, jih je večina še vedno uspevala. Do leta 2015 jih je bilo le še 26 dovolj velikih, da so sploh še šteli za ledenike. Potoki, ki so jih ti ledeniki nekoč napajali, že občutijo posledice. So toplejši in imajo manj vode. Svoj vrhunec dosežejo tedne prej kot nekoč. Na strani parka St. Mary so potočne postrvi, ribe, ki preživijo le v skoraj ledeni vodi, zdaj uvrščene med ogrožene vrste. In škoda se ne ustavi znotraj meja parka. Kmetje nižje potoku vsako leto opažajo nižje vodostaje ob napačnem času v letu. Temperaturni zapisi pojasnjujejo, zakaj se to dogaja. Od leta 1900 se je Narodni park Glacier segrel za približno 1,3 stopinje Celzija. To je 2,4 stopinje Fahrenheita, kar je do 80% hitreje od svetovnega povprečja. Snežna odeja se zdaj tali vsaj 2 tedna prej kot takrat, ko so bili izdelani prvotni modeli ledenikov. Gore spreminjajo svojo obliko. Drevesna meja se pomika višje, širi se v alpske travnike, kjer je bilo nekoč prehladno za rast dreves. Tudi senčne doline, ki so nekoč varovale največja ledena polja v parku, se segrevajo. Ti žepi hladnega zraka so ledenikom kupili čas, vendar je bila ta zaščita omejena in ta meja izginja. Sam park o tem noče govoriti, zato pa obstajajo razlogi. Število obiskovalcev redno dosega skoraj 3 milijone na leto. Svetleče brošure še vedno prikazujejo ledenike in zasnežene gore. Čuvaji še vedno kažejo na ledenik Grinnell. Z iste poti, po kateri so ljudje hodili pred 50 leti. Toda razgledišča so se pomaknila bližje tja, kjer je nekoč bil led. Znanstveniki, ki preučujejo park, so precej manj optimistični. Dan Fagre, raziskovalec iz USGS, ki je vodil prvotno modeliranje za park, je leta opozarjal, da se trend premika v eno smer. Mnoge preostale ledenike v parku je opisal kot malo več kot majhne kepe ledu po krajini. Ker prava skrb nikoli ni bila, ali je bila stara napoved zgrešena za nekaj let. Gre za to, kaj se zgodi, ko zadnje stabilne ledene rezerve v skalnem gorovju popolnoma prenehajo delovati. Ledenik ni samo zamrznjena voda, ki leži na gori. Je bolj kot stroj. Zajame zimski sneg, ga zadrži skozi pomlad in nato počasi sprošča vodo skozi najbolj vroče in suhe mesece. Ta časovna usklajenost je ključna. Ko je led preveč tanek, sistem preneha delovati. Sneg še vedno pada in se še vedno tali, vendar se zdaj stopi že maja namesto avgusta in naenkrat odteče po reki navzdol. Skupna količina vode je lahko enaka, vendar se je časovni razpored popolnoma porušil. In na ameriškem zahodu je čas vse. To se je že zgodilo številnim manjšim ledenim telesom v parku. Na satelitskih posnetkih so še vedno vidni, vendar se ne obnašajo več kot ledeniki. Za ameriško geološko službo so ti ledeniki zdaj negibni.
in čeprav so morda videti enako, zdaj delujejo drugače. Prve razpoke se pojavijo tam, kjer je vodni sistem najšibkejši. In en opazen primer se je zgodil tik zunaj mesta Bob, Montana. In nihče noče govoriti o tem, ker je to razkrilo, kako krhek je v resnici celoten sistem. 17. junija 2024 je sifon kanala St. Mary razneslo. Prvi preboj se je zgodila ob 8:45 zjutraj. Do popoldneva sta oba sifonska cevovoda popolnoma odpovedala. Izpranina je bilo globoko od 9 do 15 metrov. Kanal je prenašal 600 kubičnih čevljev na sekundo, ko je popustil. Ekipe urada za melioracije so že vedele, da ena od cevi poka. Spremljali so jo in upali, da bo zdržala sezono. Ni. Zamenjava sifonov bo stala približno $70 milijonov. Kongres je odobril izredno začasno pomoč, država Montana pa je dodala še $26 milijonov. Do konca junija 2025 je voda spet tekla, in to pred rokom. Poglejte, kaj vse je odvisno od te ene cevi. Sistem St. Mary zagotavlja približno 70% pretoka reke Milk v povprečnem letu in do 100% v sušnih letih. Prav tako zagotavlja pitno vodo za 18,000 prebivalcev Montane in namaka več kot 56,000 hektarjev obdelovalnih površin. To je, kot da bi zalivali. 106,000 nogometnih igrišč narod Blackfeet je od tega odvisno. Od tega je odvisen tudi Fort Belknap, skupaj z 8 ločenimi namakalnimi okoliši, razpršenimi po regiji. Tako da, ko je sifon odpovedal, to ni bila delna motnja. To je bil popoln izpad sistema. Celotno rastno sezono je voda prenehala teči skozi omrežje, okoli katerega je bilo zgrajeno vse nižje potoku. Preusmeritveni jez še vedno obnavljajo, gradnja pa bo trajala vse do leta 2028. Nižje potoku je sifon Halls Coulee že načrtovan za zamenjavo, potem ko so ga inženirji označili kot naslednjo verjetno točko odpovedi. Morda so popravili cevi, vendar niso odpravili težave. Vse, kar naredijo, je, da zamenjajo stare člene v verigi, ki je še vedno obremenjena na enak način. In to ne rešuje težave upadanja vode v izvirnem območju, ker težava ni v infrastrukturi nižje potoku, ampak v oskrbi višje potoku. To je izvorni sistem, od katerega je vse ostalo odvisno. In ta izvor se nahaja znotraj narodnega parka, ki ga javnost še vedno dojema kot slikovito destinacijo, namesto kot odpovedujoč vodni sistem. Led se bo v neki obliki obdržal še desetletja. Zakaj se torej plemenske skupnosti in kmetijska območja že zdaj borijo za izredna sredstva? Zakaj popravljajo cevi zgrajene v času, ko je bil Woodrow Wilson v Beli hiši? Morda mislite, da je to težava Montane, a ni tako. V parku je vrh, imenovan Trojna razvodnica. Spustite snežinko na njegov vrh. Glede na to, na katero stran skale pade, ta snežinka konča v enem od 3 različnih oceanov. Voda, ki teče proti zahodu, gre v Flathead in na koncu doseže Tihi ocean. Če gre proti vzhodu, pride do reke Missouri, Mississippija in nato do Mehiškega zaliva. Če gre proti severu, reka St. Mary odnese vodo čez mejo v Kanado in vse do Arktike. En vrh, 3 oceani. To pomeni, da led v tem parku ne oskrbuje le Montane. Napaja pacifiško severozahodno elektroenergetsko omrežje, žitno pokrajino velikih planjav in reke, ki prečkajo mednarodno mejo. Skupno gospodarstvo vredno več $100 milijard. Povodje Flatheada je najpomembnejša za energijo. Napajajo jo 3 pritoke. Severni pritok sledi zahodnemu robu narodnega parka Glacier. Srednji pritok poteka vzdolž južne meje. Oba črpata talino neposredno iz ledenih pol parka, preden se združita nižje potoku v glavno strugo reke Flathead. Južni pritok prihaja iz divjine Boba Marshalla, južno od parka, in prinaša več vode iz obsežnejšega območja snežne odeje. Vse se združi v rezervoar Hungry Horse, le 15 milj od zahodnega vhoda v park. Od tam naprej voda postane energija. Pregrada Hungry Horse napaja omrežje, ki vključuje 31 zvezdnih hidroelektrarn po celotnem pacifiškem severozahodu. Na vrhu tega sistema je pregrada Grand Coulee, hrbtenica regionalne proizvodnje. Toda Hungry Horse ne deluje enakomerno. Deluje po urnikih konične porabe. Poveča proizvodnjo, ko povpraševanje naraste v najbolj vročih mesecih leta, konec julija, avgusta in v začetku septembra. To so ravno tedni, ko je odtok, ki so ga napajali ledeniki, v preteklosti v ozadju opravljal stabilizacijsko vlogo. Zdaj se ta časovni okvir spreminja. Vzhodna stran je drugačna, a prav tako ključna.
Ti tokovi napajajo polja pšenice, ječmena in sladkorne pese po severnih velikih planjavah. Del tega žita gre na kanadski trg. Pogodba o mejnih vodah iz leta 1909 še vedno določa, kako si ZDA in Kanada delita reki St. Mary in Milk. Vsa ta pogodba predvideva, da so tokovi približno stabilni. Pa niso. Ko ta vrh pretoka ne deluje več s polno močjo, škoda ne ostane v eni zvezni državi. Ne ostane niti v eni državi. In obstaja še ena plat tega, o kateri skoraj nikoli nihče ne govori. Uprava za električno energijo Bonneville, BPA, prodaja elektriko v 8 zahodnih zveznih državah. Elektriko črpa iz hidroenergetskega sistema, ki je bil zgrajen na predpostavki, da je pretok reke stabilen in predvidljiv. Njegove tarife so oblikovane glede na pričakovano proizvodnjo. Ko ta proizvodnja ne zadostuje, BPA bodisi kupi nadomestno elektriko na odprtem trgu ali pa primanjkljaj neposredno prenese na elektrodistributerje. V vsakem primeru se strošek prenese na račune gospodinjstev. Hkrati pa je ta regija privabljala najhitreje rastoče povpraševanje po električni energiji v Severni Ameriki. Veliki podatkovni centri, vključno z objekti, ki jih upravljata Microsoft in Google, so bili zgrajeni tukaj iz enega preprostega razloga: poceni in zanesljiva hidroenergija iz sistema reke Columbia. Zdaj povečujejo zmogljivosti za delovne obremenitve umetne inteligence, ki zahtevajo še več električne energije. Hkrati pa postaja sistem, ki jih napaja, vse manj predvidljiv. Vse to je povezano z istim porečjem. Isti sneg in led iz zgornjega toka napajata omrežje Kolumbije, vključno s Stalino, ki je nekoč pomagala pokrivati pozno poletno povpraševanje. Povpraševanje se povečuje, medtem ko se infrastruktura stara. Voda iz povirja, ki stabilizira celoten sistem, vztrajno upada. Tukaj se zgodba neha vrteti okoli ledu in začne govoriti o nečem, kar je veliko težje popraviti. Ko je sifon Svete Marije odpovedal 17. junija 2024, je voda prenehala teči. Vendar vodne pravice niso bile začasno ustavljene. Nobene pogodbe niso bile razveljavljene. Sistem je na papirju deloval popolno, medtem ko reka ni. Ta razkorak med pravnim zapisom in fizično resničnostjo je najbolj nevaren del, o katerem skoraj nihče ne govori. Pravilo, ki povzroča ta razkorak, se imenuje prednostna pravica. Kdor je prvi, ima prvo pravico. Najzgodnejše zahteve imajo prednostni dostop do vode, kar se uveljavlja prek sodnih zapisov in upravnih odločb, ki segajo v 1900 leta. In tudi danes jih še vedno obravnavajo kot pravno zavezujoče. Predstavljajte si dva rančarja na istem delu reke St. Mary v severni Montani. Ena družina je vložila zahtevek za vodo leta 1908. Druga je prispela leta 1962. V sušnem letu, ko reka pade pod raven, ki jo oba potrebujeta, družina iz leta 1908 prejme celotno dodeljeno količino. Družina iz leta 1962 ne prejme ničesar. Ne zmanjšane količine, popolnoma nič. Sistem je bil zasnovan tako, da zagotavlja gotovost za zgodnje uporabnike in deluje, vendar je spregledal eno stvar. Ni bil zasnovan za reko, ki se iz leta v leto še naprej krči. Te pravice so bile zapisane, ko je bil poletni pretok stalen in je taljenje ledenikov zagotavljalo zanesljivo sezonsko rezervo. Vedno so verjeli, da bo ta rezerva trajala v nedogled. No, pa ni. Led, ki je nekoč stabiliziral te reke, se ne obnaša več kot naravni rezervoar. In ko se fizični sistem ne ujema s pravnimi dokumenti, so posledice takojšnje in nepravične. Uporabniki s poznejšimi pravicami ostanejo brez vode. Uporabniki s prednostno pravico to opazujejo z istega rečnega brega. Ko primanjkljaji vztrajajo, se sistem še bolj razdeli. Uporabniki s poznejšimi pravicami izpodbijajo omejitve na vodnem sodišču. Uporabniki s prednostno pravico branijo svojo prednostno pravico. Sodni postopki lahko trajajo leta. In medtem ko pravni postopek poteka po svojem tempu, se fizična zaloga pod njim še naprej zmanjšuje. Montana pri tem ni izjema. Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada in Kalifornija imajo vsi različice istega pravila. Celoten pravni okvir ameriškega zahoda je bil zasnovan za razdeljevanje vira, za katerega so pričakovali, da bo ostal enak. Plemenski skupnosti Grovorn in Assiniboine na Fort Belknapu sta leta pogajali o vodnih pravicah povezanih z reko Milk. Poravnava, ki jo poskušajo dokončati leta 2026, je prilagojena povprečjem pretoka iz obdobja, ko je ledeniški odtok umetno povečeval pretok reke. Voda, na kateri temeljijo ta povprečja, že izginja.
Doktrina Winters iz leta 1908 je zvezno priznanih plemenom dala vodne pravice, ki imajo prednost pred večino državnih zahtevkov. V teoriji to pomeni, da so pravice plemen med najbolj zaščitenimi na Zahodu. V praksi pa so te pravice zanesljive le toliko, kolikor je zanesljiva reka, na katero so vezane. In ta reka se spreminja hitreje, kot lahko upošteva katerakoli poravnava. Ista vrzel med dodelitvijo in resničnostjo, ki razdvaja Montano, zdaj ogroža največji čezmejni vodni sporazum v zgodovini Severne Amerike. Pogodba o reki Kolumbija je desetletja urejala nadzor poplav in hidroelektrično usklajevanje v porečju ZDA in Kanade, ter je bila splošno obravnavana kot vzor čezmejne stabilnosti. Potem pa so se leta 2025 pogajanja nenadoma ustavila. Pogodba, na kateri temelji celoten sistem, je zdaj v negotovosti, prav v trenutku, ko postaja fizični sistem, za katerega je bila napisana, neprepoznaven. In čas je pomemben, ker vodne pogodbe ne delujejo v izolaciji. Porečje reke Kolumbija podpira velik delež ameriške hidroenergije, glavne kmetijske regije in ključne tovorne poti. Medtem pa je velik del nadzora nad zgornjim tokom sistema v Kanadi. Sporazum je bil zasnovan na predpostavki, da bo sama reka ostala predvidljiva. Ta predpostavka se začenja podirati. Nenavadno je, da sistem je na videz še vedno zdrav. Rezervoarji so blizu ciljnih ravni. Glavni jezovi še vedno spuščajo vodo. V večjem delu porečja je pretok reke še vedno blizu zgodovinskih povprečij, vendar je videz stabilnosti vse bolj krhek. Razlog, da je videti zdravo, je tudi razlog, da je v nevarnosti. Dodatna ledeniška voda še vedno priteka. Led se topi hitreje, kot se nadomešča. In ta dodatna talina se pojavlja kot dodatna voda v rekah. Ista izguba, ki bo kasneje povzročila pomanjkanje, jih trenutno prikriva. V izvirni pogodbi je bil tudi strog rok. Septembra 2024 so potekle 60-letne zagotovljene določbe o nadzoru poplav. Ko so potekle, se je sistem preusmeril v protokol upravljanja poplav od primera do primera, ki nikoli ni bil namenjen prenašanju celotne teže sodobne spremenljivosti. To je okvir, zgrajen za povsem drugo reko. Senatorka Maria Cantwell iz Washingtona je opozorila, da bi naraščajoče trgovinske napetosti lahko ogrozile celoten sporazum o reki Kolumbiji. Medtem je Bonneville Power Administration za komentar napotila na ameriško zunanje ministrstvo. To pa je v javnosti molčalo že več mesecev. Pomembno ni, koliko vode je trenutno vidne v sistemu. Pomembno je, ali pravila, ki ga urejajo, še vedno ustrezajo njegovemu obnašanju, ko se pritisk vrne. Hidrologiji imajo za to prelomnico posebno ime – vrhunec pretoka. To je trenutek, ko reka, ki jo napaja ledenik, doseže svoj največji pretok, preden začne zavedno upadati. Ko je ledenik v ravnovesju, odteče iz njega približno toliko vode, kot je dobi s sneženjem. Toda ko se podnebje segreva, se to ravnovesje poruši. Led, ki se je nabiral stoletja, se začne topiti hitreje, kot ga je mogoče nadomestiti. In za nekaj časa to dejansko poveča pretok reke. Dodatna talina se pridruži običajnemu sezonskemu odtoku. Tako so reke višje, rezervoarji so bolj polni in celoten sistem poganja na val, ki lahko traja desetletja. Potem sistem preseže prag. Ledik se skrči čez točko, kjer ne more več vzdrževati tega dodatnega iztoka. Obdobje presežka se konča in tisto, kar sledi, ni vrnitev v normalno stanje. To je padec na novo izhodiščno raven, ki je nižja in manj predvidljiva od vsega, za kar je bila infrastruktura zasnovana. Leta 2026 je zahodni del ZDA znotraj tega vala. Nekatera manjša porečja so že presegla svoj vrhunec. Za večje sisteme, kot sta Columbia in Missouri, se predvideva, da bodo dosegli vrhunec nekje v obdobju od 30 do 50 let tega stoletja. Natančno leto je odvisno od porečja. Pravila za rezervoarje, namakalne pogodbe, urniki hidroelektrarn, vse to je še vedno osnovano na nedavni zgodovini. Ta nedavna zgodovina izgleda kot obilje, vendar je napihnjena z desetletji dodatne taline, ki pa ne bo trajala. Nenormalno obdobje se obravnava kot trajno. Zvezne agencije to razumejo. Bureau of Reclamation je že v tehničnem jeziku povedal, da stara predpostavka ne velja več. Ta ideja velja za zastarelo. Toda se dolvodno ni nič prilagodilo. Vse je še vedno zasidrano v iste zgodovinske zapise. Spreminjanje teh bi pomenilo, da bi naenkrat ponovno odprli desetletja pravnih in političnih dogovorov.
Zato sistem namesto tega deluje na protislovju, ki ga ne more uradno priznati. Projekt Milk River je pravkar porabil $70 milijonov za zamenjavo cevi, ki so zagotavljale oskrbo po pogodbah, sklenjenih po starih pravilih. Iste okrožja, ki imajo prednostne pravice leta 2026, jih bodo imele tudi leta 2040, ko vode morda ne bo več. V sosednjem porečju se namakalni projekt Flathead sooča z ogromnim neskladjem infrastrukture. Nove črpalke so bile nameščene v zgodnjih 2020-ih, zasnovane za največji pretok. Toda, če je ta porast že izjema in ne pravilo, se ti sistemi temu ne prilagodijo. Ostanejo zgrajeni za večjo reko. BPA je v isti pasti. Podpisuje pogodbe o prodaji električne energije, ki trajajo desetletja. Najnovejši krog predvideva hidroenergetsko proizvodnjo skladno z zadnjimi 30 leti. Tistih 30 let vključuje porast, a naslednjih 30 ga skoraj zagotovo ne bo. Ujeti so celo manjši akterji. Kmetijski posojilodajalci v Montani in severnem Idahu so odobravali obratovalna posojila na podlagi vrednosti kmetijskih zemljišč. Te vrednosti so vgrajene v trenutne razmere pretoka. Zavarovanje za ta posojila je odvisno od stalne dobave vode. Ko se dobava prekine, zavarovanje izgubi vrednost in z njim tudi portfelji posojil. Regionalne banke in zvezni posojilni programi tega niso obravnavali kot resnično tveganje. Torej, kaj naj bi zapolnilo to vrzel, ko se konča? Agencije, ki upravljajo jezove, vedo, kaj prihaja. Podnebna strategija Urada za melioracijo odprto priznava, da zgodovinski zapisi ne opisujejo več prihodnjih razmer. Inženirski korpus ameriške vojske je pripravil podnebno prilagojene projekcije za rečni sistem Kolumbije. Regionalne pisarne so naročile več študij o vplivih na celotno porečje, da bi razumele, kaj pomeni spreminjajoča se hidrologija za delovanje na terenu. Toda nobena od njih ni ponovno napisala pravil delovanja. Zakaj? Ker sprememba pravil ogroža lastništvo. Vsaka prednostna vodna pravica na zahodu je kos papirja, ki deluje le, če sistem za njim ostaja nespremenjen. V trenutku, ko se izhodišče uradno spremeni, ti papirji postanejo sporni in vsi v sistemu to vedo. Tako znanost napreduje v notranjih poročilih in podnebnih scenarijih, vendar javni sistem ne sledi temu napredku. Odločitve bodo še vedno sledile staremu okviru, ker bi sprememba sprožila spore, za katere nobena agencija noče prevzeti odgovornosti. To ustvari razdeljeno resničnost znotraj institucij. Ena različica reke obstaja v modelih in napovedih, druga obstaja v dovoljenjih in pogodbah. In prav ta druga še vedno določa, kaj se dejansko gradi, financira in izvaja. Ne zato, ker bi manjkale informacije, ampak zato, ker bi ukrepanje na podlagi vseh teh informacij hkrati prekršilo preveč dogovorov naenkrat. Zakon o varnosti vode Severne Montane zdaj je v obravnavi v kongresu. Predlaga $1,5 milijarde dodatnih sredstev za projekt Milk River. Predlog zakona obravnava zastarele kanale, propadajoče jezove ter zadrževalne zmogljivosti. Ne obravnava pa, kaj bodo te obnovljene strukture dejansko zagotavljale. Led ne more več služiti kot rezerva za pozno poletje, kot je vedno doslej. Inženirski korpus ameriške vojske se sooča z enako težavo, le v drugem delu sistema. Upravlja nadzor poplav v glavnih porečjih rek. Že ve, da stari vzorci poplav ne veljajo več, kot so včasih. Zaradi birokracije se nič ne premakne. Sistem deluje naprej, čeprav tisti, ki ga vodijo, razumejo, da se tla pod njim spreminjajo. In ko se bo neskladje končno pokazalo, se ne bo povsod hkrati. Najprej se bo pokazalo na določenem mestu. Vse projekcije pretoka po porastu kažejo v isto smer. Pretok v porečjih, ki jih napaja preostali led v parku, bo upadel. Nekje med 30 in 50 leti tega stoletja bo poletni osnovni pretok močno upadel in se ne bo več povrnil. Leto je morda stvar razprave, vendar smer zagotovo ni. Nobena od teh projekcij ne vključuje scenarija, kjer se ta voda ne bi vrnila. Nobena večja pogodba ni napisana za trajno zmanjšanje. Nižje potoku jezovi sami nikoli niso bili zasnovani za trajen upad. Akumulacijsko jezero Hungry Horse je bil zgrajen za obvladovanje sezonskih nihanj, ne pa za dolgoročno izgubo dotoka. Ko raven vode preveč pade, sistem ne deluje več kot blažilec, ampak začne delovati kot omejitev. Turbine izgubijo učinkovitost in prenehajo proizvajati. In poleg infrastrukture se vzorec ponavlja tudi v kmetijstvu. Celotne regije so se širile ob predpostavki stalno visokih pretokov.
Zemljišča so bila preurejena, prevzeti so bili dolgovi, proizvodnja pa je bila prilagojena vodnemu režimu, ki že izginja. Nobena od teh stvari se ne prilagaja v realnem času, tako da, ko se sprememba končno pojavi, ne bo prišla kot sistemska korekcija. Prišla bo kot niz lokalnih odpovedi, kmetija za kmetijo, okrožje za okrožjem. Zdaj vsi vodo iščejo drugje. In morda je tam sploh ne bo. Dejansko ni nobenega rezervnega načrta, ne v potrebnem obsegu. Preživetje neštetih rančerjev, kmetov, plemen in celo prihodnost gospodarstva umetne inteligence temelji na reki Kolumbiji. Mislili so, da je njen tok neskončen. Pa ni. Ima rok trajanja. Urad za melioracijo ve, kaj je to. BPA ve, kaj je to. Podjetja, ki so podpisala pogodbe, skoraj zagotovo vedo, kaj je to. Nihče od njih tega ni povedal javno. Ni financiranega akumulacijskega sistema, ki bi bil dovolj velik, da bi nadomestil blažilno vlogo, ki jo je nekoč brezplačno opravljal led. Predlogi zakonov pred kongresom se večinoma ukvarjajo s starimi cevmi, ne pa s primanjkljajem pretoka po obdobju visokih voda v celotnem porečju. Ni mednarodnega dogovora, ki bi prilagajal deleže, ko fizični pretok upada. Vsaj ne v sedanji obliki. In znotraj Agencije za obnovo ali jedra ni pravila, ki bi sprožilo novo gradnjo, ko dolgoročni modeli opozarjajo na nevarnost. Vse obstoječe strategije ostajajo znotraj trenutnega sistema. Učinkovitejše namakanje, zmerna širitev rezervoarjev, boljše napovedovanje in varčevanje na strani povpraševanja. Vse to nekoliko pomaga, vendar nič od tega ne nadomesti shranjevanja, ki ga je led zagotavljal brezplačno. V primerjavi z drugimi regijami v severnem sistemu ne izstopa le pritisk, temveč tudi pomanjkanje vidnega odziva. Na jugozahodu je kriza že leta javna. Nevada je celoten model varčevanja z vodo ponovno zgradila okoli pomanjkanja. Zunanja uporaba vode je strogo omejena. Urejanje okolice so zmanjšali blok za blokom. Mesta, kot je Las Vegas, so zmanjševanje porabe vode spremenila v viden skupnostni projekt. Po vsej Arizoni in Kaliforniji se odziv še nadaljuje. Omejitve črpanja podzemne vode, obvezna zmanjšanja, kmetijska zemljišča puščena v prahi in nenehne javne razprave o tem, kdo bo dobil manj in kdaj. Tudi nove industrije so prisiljene upravičiti svojo porabo glede na vse manjšo ponudbo. Težava ni preložena na pozneje. O njej se javno razpravlja. Deli kalifornijskega kmetijskega sektorja so že dobili navodila, naj zmanjšajo obseg. V razširjajočih se predmestih Arizone se omejitve črpanja iz leta v leto zaostrujejo. Tudi novi poskusi pridobivanja litija na jugozahodu odražajo isto resničnost. Pomanjkanje vode obravnavajo kot ključno omejitev, a bolj na severu je slika precej drugačna. V porečjih, ki jih napaja Narodni park Glacier, pritisk obstaja, vendar ga prikriva časovna razporeditev. Povečanje pretokov je povzročilo, da so sistemi videti stabilni, čeprav se njihove osnove slabijo. Cevi še vedno prenašajo vodo. Pogodbe se še vedno spoštujejo. Sporazumi so še vedno zapisani, kot da se ni nič bistvenega spremenilo. Zato v krajih, kot je Great Falls, ni obsežnih javnih kampanj za varčevanje. V Idahu ni državnih omejitev zalivanja, le manjše lokalne omejitve, kot so strožji nadzori novih priključkov za namakanje v nekaterih delih Flatheada, namesto širšega javnega soočenja s problemom. Nujnost je že razvidna iz podatkov, vendar se na terenu zdi, kot da je vse normalno. Najtežje za prizadete skupnosti je to, da imajo tisti, ki so najbolj izpostavljeni, najmanj besede. Pridelovalci pšenice v okrožju Phillips niso podpisali pogodbe o reki Columbia. Rancarji blizu Haverja niso odobrili pogodb za Hungry Horse. Člani plemena v rezervatu Blackfeet niso glasovali o pogodbi o mejnih vodah. Oni bodo prvi plačali, ko voda ne bo več prihajala po urniku. In oni bodo tudi plačali najvišjo ceno. Rančarji, kot sta Joe Kipp in Terry Lennis Zink, že doživljajo, kaj se zgodi, ko led izgine. Že več generacij so snežna odeja in ledeniki počasi napajali potoke, ohranjali pašnike zelene in pomagali rančarjem preživeti brutalno avgustovsko vročino. Lennis Zink je opazil, da se njegova zemlja spreminja v prah več mesecev prej kot nekoč. Brez hladne gorske vode, ki teče v namakalne jarke, trava preprosto preneha rasti. In ko trava izgine, se začne z njo podirati vse. Joe Kipp je opazoval, kako so napajališča presahnila in potoki skoraj povsem usahnili ravno takrat, ko jih govedo najbolj potrebuje. Rančarje silijo v nemogoče odločitve.
Ali prodajo govedo prezgodaj, ali pa porabijo tisoče za prevoz vode na zemljišča, ki so jo včasih nudila brezplačno. To ni le vprašanje živinoreje. Za narod črnonogih gre za ohranjanje načina življenja, ki tukaj obstaja že generacije. Zdaj se prilagajajo v realnem času. Borijo se za svoje pravice do vode, obnavljajo mokrišča, celo gradijo strukture, ki posnemajo bobrove jezove, da upočasnijo odtok in zadržijo vodo, preden izgine. Ker na rezervatu črnonogih taljenje ledenikov ni neka oddaljena zgodba o podnebju. Že zdaj spreminja, kdo lahko ostane na Zemlji. 26 poimenovanih ledenikov, ki so še vedno v parku, je ključnih. In ali bodo tam še čez nekaj let, je vprašanje za razpravo. To je zelo subjektivna tema. Kar pa je jasno, je to, da se ledeniki krčijo, ko poletno taljenje preseže zimske snežne padavine. Veliko tega je v rokah narave, globalnega segrevanja in naraščajočih emisij toplogrednih plinov. Morda mislite, da je pomembno omeniti, da so oni edini vir vode v porečju, vendar to nikoli niso bili. Skupna količina njihove taline je majhna v primerjavi s sezonsko snežno odejo in podtalnico. Vodo sproščajo v mesecih, ko je ne sprošča nič drugega. Tega časovnega usklajevanja ne more nadomestiti noben projekt. Tega problema ne moreš rešiti z denarjem. Ko se ta časovni mehanizem poruši, se z njim poruši vse, kar je bilo zgrajeno okoli poletne vode. Reke ne bodo odpovedale naenkrat. Odpovedale bodo v mesecih, ko so od njih vsi najbolj odvisni. Julija in avgusta, v najbolj vročem delu leta, ko polja potrebujejo vodo in povpraševanje po elektriki močno naraste. In to ustvarja pritisk, da se najdejo rešitve. Dokler se ta porast nadaljuje, je še vedno prostor za ukrepanje. Čas je, da obnovimo zadrževalne zmogljivosti in prilagodimo pričakovanja. Toda te odločitve so počasne in drage. Poleg tega pa jih vedno znova odrivajo nujne situacije, ki se zdijo bolj neposredne. Okvarjen sifon, poškodovan jez, sodni spor glede razdelitve, še en krog popravil. Vsak se rešuje posebej. Noben od teh primerov ni povezan z večjimi spremembami v ozadju. Tako je sistem ves čas zaposlen. Ne zato, ker bi bil pripravljen, ampak zato, ker nenehno popravlja tisto, kar se je pravkar pokvarilo. In to je past. Čim dlje stvari delujejo, bolj normalne se zdijo. In bolj kot se zdijo normalne, teže je upravičiti, da bi vse spremenili. Ko postane sprememba očitna v vsakdanjem življenju, so enostavne možnosti že izginile. Infrastruktura bo še vedno tam. Dogovori bodo še vedno veljali, toda pogojev, za katere so bili zgrajeni, ne bo več. Zgodba se vedno znova vrača k enemu osnovnemu dejstvu. Led v Narodnem parku Glacier ni le kulisa. Bil je del zahodnega vodnega sistema, odkar ga kdo meri kot nekaj dovolj zanesljivega, da bi lahko na njem gradili vse ostalo. Nikoli ni bil. Zvezne agencije so svoje načrte gradile na tem. Enako so storili vodni uradi, pogajalci o pogodbah, posojilodajalci, komunalna podjetja in mestni upravitelji. Zdaj postaja jasno, da se led ne le krči. Gre za to, da se je toliko stvari, zgrajenih nižje potoku, zanašalo nanj, ne da bi to priznali. Zdaj sistem dosega svoje meje in ni nobene rezerve za tisto, kar smo mislili, da je trajno. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji Map Pack.